En lep dober večer vsem skupaj. Želim, nocojšnje predavanje, bo predavanje o sobivanju z velikimi zvermi. Zelo podobno predavanje sem pravzaprav pripravil tudi v sklopu izobraževanj kmetijskih svetovalcev, ki so bila izvedena v preteklem letu. Zaradi tega dejansko današnje predavanje vsebuje vse tiste elemente, ki so pomembni za to, da lažje razumemo na eni strani, velike zveri, posamezne vrste, njihove posebnosti, tako biološke, ekološke, če hočete, kot tudi izzive, ki jih pravzaprav prožijo, oziroma konflikte, ki jih prožijo s človekom. Vsaka izmed obravnavanih ali pa predstavljenih vrst pravzaprav je specifična na nek poseben način, tako da v tem pogledu zelo težko govorimo o zelo enotni ali pa enotni problematiki, ki je povezana z velikimi zvermi. Torej, sobivanje z velikimi zvermi. Če v prvi vrsti, upam, da nekako nimam nadzora. Imam. Hvala lepa. Da si najprej pogledamo pravzaprav, o katerih živalih bomo danes govorili. Ko govorimo o zvereh v Sloveniji, imamo v okviru tega rodu zveri v Sloveniji več predstavnikov, ki izhajajo iz različnih družin, in sicer iz družine psov, kamor uvrščam lisico, šakala, volka, rakunastega psa, iz družine mačk, kamor uvrščamo divjo mačko, evrazijskega risa, z družine medvedov, torej rjavega medveda, in pa družine kun, v katero spadajo večinoma manjše zveri, kot so hermelin, mala podlasica, dihur, kuna belica, kuna zlatica, vidra in pa jazbec. Med temi so le nekatere med njimi uvrščene ali pa jih prepoznavamo kot velike zveri. In sicer volk, evrazijski ris in pa rjavi medved. Nekako kategorije ali pa načini opredeljevanja, kaj so velike zveri, pravzaprav lahko opredeljujemo po različnih kategorijah. Ena od njih je zagotovo velikost takega plenilca, se pravi zveri, kamor zagotovo lahko uvrstimo rjavega medveda, ki je tudi daleč največji, medtem ko je evrazijski ris pravzaprav najmanjši izmed vseh teh treh. Po drugi klasifikaciji ali pa načinih definiranja pa so to zveri, ki plenijo bistveno večji plen od njih samih, torej so praviloma plenilci parkljarjev, velikih rastlinojedov, se pravi rastlinojedov, ki poseljujejo tako severno kot južno zemeljsko poloblo. Seveda vse tri velike zveri, ki jih opredeljujemo, ki jih bom tudi danes bolj podrobneje opisoval, izhajajo oziroma živijo na severni polobli in imajo razmeroma veliko prostorsko razširjenost. Nekako izgubljam nadzor. Poleg tega pa se v zadnjem desetletju, še posebej ali v zadnjih 2 desetletjih, pojavlja nova vrsta, ki se je postopoma razširila tudi na območje Slovenije in ki jo v nekaterih državah uvrščajo med velike zveri, je pa nekako mejna vrsta v tem pogledu. V vsakem primeru je v primerjavi z tipičnimi velikimi zvermi, kot sta recimo volk ali pa rjavi medved, bistveno manj konflikta oziroma proži bistveno manj konfliktov. V vsakem primeru pa njegovo prehrano v prvi vrsti ne predstavljajo veliki rastlinojedi, kot je značilno za oba tipična plenilca, če bi jo ocenjevali po tej klasifikaciji. Torej, na tej fotografiji lahko vidite naše 3 velike zveri in pa seveda pogojno rečeno tudi šakala, ki pa ga v Sloveniji ne uvrščamo med velike zveri. Velike zveri tvorijo eno posebno skupino sesalcev, torej tistih velikih živali, ki jih ljudje v vsakdanjem življenju pravzaprav poznamo, če ne drugače po njihovem izgledu. So pa zaradi svojih značilnosti
med bolj karizmatičnimi živalmi, a ne. Pomembne so bile pravzaprav v vseh kulturah in vse kulture so pravzaprav sprožale zelo različne odzive. Od strahu, občudovanja, tudi sovraštva, skratka, malo koga so pustile, v družbi, pravzaprav tudi danes pustijo malodušnega. Torej, vedno sprožajo neka čustva, neke, odzive v družbi. So plenilci, in kot taki zaradi svojega plenilskega načina življenja, v kakšni meri pač so že, so, pogosto konfliktne za človeka, ne. Potencialno so lahko nevarne človeku, vendar večinoma je, to povezano z velikimi izjemami, da do tega prihaja, saj je njihov način življenja oziroma, odnosa, interakcij do ljudi takšen, da se pravzaprav njegovi aktivnosti ali pa njegovi bližini izogibajo, saj ga prepoznavajo kot eno redkih, groženj, njihovemu bivanju, ne glede na to, da so praviloma nekje na vrhu prehranjevalnih, piramid. Seveda, značilne so tudi po tem, da sprožajo konflikte, da lahko povzročajo, človeku škodo ali pa delujejo kot nekako kompetitorji za določene vire, kot je recimo divjad. Danes so mnoge vrste velikih zveri ali pa številne vrste velikih zveri ogrožene prav zaradi človeka, v preteklosti pa so bile izrazito preganjane, iztrebljane, zaradi česar se je še posebej po, razvoju različnih tehnoloških orodij pa orožij, pravzaprav, njihova razširjenost v preteklosti, zlasti v osemnajstem in pa devetnajstem, pa tudi prvi polovici dvajsetega stoletja izrazito zmanjšala glede na njihovo naravno območje prisotnosti. Kot takšne, se pravi, kot vrste, ki živijo oziroma ki zasedajo, ovršne dele prehranskih, piramid, lahko opravljajo pomembne funkcije v ekosistemu, in kot takšni lahko imajo velik vpliv na ekosistem, ne v takšni meri kot neposreden vpliv, recimo na plemske vrste, kot, na vplive, ki jih pravzaprav zaznavamo v celotni kaskadi kot nekakšna, kot nekakšne domine, ki lahko, s posameznim vplivom na svoj plen ali pa na svoje plemske vrste vplivajo na to, na druge dele, ekosistema. Če si najprej pogledamo posamezne vrste pa njihove specifike, rjavi medved, je naš največji plenilec v Sloveniji in, je kot vrsta, zelo raznolik po vedenju, se pravi, posamezni osebki se, zelo različno obnašajo, so zelo raznoliki tudi po izgledu, po velikosti, po obarvanosti, skratka, kot vrsta so precej heterogena, živalska vrsta, pri čemer je njihova masa lahko tam nekje med 80 pa tudi tja do 380 kilogramov. Praviloma so samice precej manjše, tam nekje okrog 150 kilogramov, medtem ko samci lahko, odrasli, starejši samci lahko dosežejo bistveno večje mase. Nekako po načinu hoje se nekako ločijo od, pravzaprav večine ostalih, zveri, in, jih opredeljujemo kot podplatarje, kajti stopajo po celotnih stopalih, podobno kot človek. To je po povezavi z njihovim načinom življenja, kajti niso izraziti oziroma tipični plenilci kot taki, pač pa so izraziti vsejedi. Zaradi tega njihovo prisotnost, zlasti v snegu, v zimskih razmerah, ali pa v blatu, pravzaprav zelo hitro ljudje opazijo njihovo prisotnost, saj za sabo v obliki stopinj puščajo zelo značilne, stopinje. Sicer imajo zversko zobovje, ki pa je prilagojeno mletju predvsem rastlinske hrane, kar se kaže v njihovih izrazito topih meljakih, ki jim omogočajo, tako učinkovito mletje prehranske oziroma rastlinske prehrane, ne. V smislu socialnega življenja so to samotarji, so to živali, ki živijo samotarsko življenje, seveda so pri tem izjema samice, samice z mladiči, ki nekje med decembrom in februarjem skotijo praviloma nekje od 1 do 3 mladiče, izjemoma
lahko tudi več. Ker so po načinu življenja vsejedi, je to v veliki meri povezano tudi z veliko razpršenostjo hrane v njihovem življenjskem okolju. Zaradi tega se niso razvili v, bi temu rekel, teritorialno vrsto ali pa izrazito teritorialno vrsto, so pa vezane na neki domač okoliš, na neko območje, pri čemer pa izrazito ne branijo svojega življenjskega domačega okoliša, zaradi tega tudi ne govorim o teritorialnosti, ne. Običajno so, vsaj v Sloveniji, veliki nekje med 100 do 300 kvadratnih kilometrov, zanje pa je značilno, da se ta območja v veliki meri prekrivajo. Zlasti to velja za samice in pa še posebej samice, ki so med seboj sorodne, torej po neki matrilinealni liniji, se pravi, mati, hči, vnukinja in tako naprej. To pa jim tudi omogoča, da se lahko v določenih območjih pojavljajo v razmeroma visokih populacijskih gostotah. To pomeni, da lahko na enem območju hkrati zasledimo tudi po 10, 15 ob največjih gostotah. To je bilo v preteklosti, mislim, 5-6 let nazaj, ko so to ugotavljali, tudi do 40 različnih osebkov so zaznali na posameznem, recimo, krmišču oziroma na posameznem območju. V zimskem času so manj aktivni, zagotovo ne govorimo o zimskem spanju, ne, ker tega pravzaprav ni. Predvsem pa v hladnejših obdobjih, ko so nizke temperature, pa ko je sneg globlji, lahko dlje časa preživijo v brlogu. To še posebej velja za samice, ki imajo mladiče oziroma ki takrat kotijo mladiče, saj lahko velik del tega zimskega obdobja pravzaprav preležijo, predremajo v brlogu, v katerem se skotijo izredno majhni mladiči, tam težki recimo slabe pol kilograma, 400 gramov težki mladiči, ki pa se pravzaprav živijo oziroma skotijo v prehransko zelo neugodno okolje, tudi v temperaturno neugodno okolje, ki pa je v samem brlogu v tem času pravzaprav zelo ugodno in pravzaprav optimalna temperatura za medvede kot takšne. Parijo se spomladi, njihovo obdobje parjenja je razmeroma dolgo, med majem in julijem. Samice skotijo praviloma v brlogih, ni pa absolutno nujno, lahko je to tudi v kaki goščavi pod podrtim drevesom oziroma koreninskim sistemom podrtega drevesa ali kaki podobni kotanji, ki pravzaprav na neki način omogoča neko zavetje v tistih prvih tednih za mladiče, ki zelo hitro rastejo. Za mladiče je značilno, tudi zaradi tega, ker se skotijo zelo majhni, da ostanejo z materjo tja nekje do 2 leti, se pravi do njenega drugega leta, ko se potem ponovno parijo in se mladiči postopoma osamosvajajo. Njihova življenjska doba je razmeroma dolga, torej 20 let, večinoma pa so v naravi tudi zaradi, vsaj v Sloveniji, pa v državah, kjer so populacije v dobrem stanju zaradi visoke reprodukcije, kjer poteka uravnavanje z odstrelom, praviloma mlajši od 4 let, oziroma po povprečju, ne praviloma, v povprečju celo mlajši od 4 leta, se pravi razmeroma majhni. Sicer pa je tudi na splošno za vse živalske vrste značilno, oziroma sploh pri velikih zvereh, da je njihova starostna struktura izrazito pomaknjena med mlade živali, ki pravzaprav potem razmeroma hitro, oziroma njihova smrtnost razmeroma visoka. Medvedi so vsejedi, njihova najpomembnejša hrana je seveda rastlinskega izvora, kot so plodovi žir, kostanj, jagode, maline, borovnice, sadje, koruza, recimo zeleni deli rastlin, kot je čemaž v spomladanskem času, je to ena njihovih prvih takih, bom rekel, bolj intenzivnih ali pa bolj pomembnih prehranskih tipov. Tudi latinsko ime čemaža, Allium ursinum, pove, da gre na neki način, so že v preteklosti zelo dobro prepoznavali, da je to zelo atraktivna prehrana za medvede v tem obdobju, ko pridejo iz
te zimske neaktivnosti, in ima potem tudi ime, če bi to prevedli v slovenščino, bi temu rekli medvedji luk. Torej tudi trave, gobe. Živalske hrane je praviloma nekje med 15 in 30%, in še med temi pravzaprav so pogosteje pomembnejši nevretenčarji, kot so mravlje, ose, hrošči, njihove ličinke, in pa seveda tudi mrhovina. Sami plenijo zelo redko, oziroma se med posameznimi medvedi najdejo posamezne živali, ki so v preteklosti imele neke pozitivne izkušnje in tudi pogosteje poskušajo loviti. Sicer pa pravzaprav bolj kot sam lov, tak način, ki ga recimo poznamo pri volku ali pa pri risu, medvedi praviloma ne izvajajo, pač pa pogosteje lahko vplenijo mlade živali, mladiče parkljarjev in tako naprej. Torej, prehransko zelo različni, ne. Zaradi svoje te prehranskih značilnosti ali pa raznolikosti seveda ustvarjajo številne povezave z drugimi vrstami, ne, ali v smislu raznašanja semen. Medvedi se nenazadnje gibljejo na velikem območju in ker zaužijejo velike količine različne rastlinske hrane, prebava pa seveda ni optimalno prilagojena takšni rastlinski hrani. Številna semena pravzaprav na tak način, ko pasirajo čez takšno črevo, še dodatno se aktivira in omogočajo uspešnejšo kalitev in pa seveda raznašanje teh semen. Po drugi strani kot živali, ki lahko naenkrat pravzaprav zaužijejo vse ostanke neke mrhovine ali nekih poginulih živali, lahko delujejo kot, če bi v narekovajih rekli, naravni čistilci, so lahko pomemben element ekoturizma. To zlasti dobro poznajo recimo na Kočevskem, na Notranjskem, kjer se je pojavilo nekaj takšnih, bom rekel, ponudb za ogled medvedov ali pa za fotolov, kot navsezadnje tudi za lov, kajti vsaj v Sloveniji in na Hrvaškem se populacija uravnaja tudi s poseganjem populacije, torej z odstrelom, ki pa je strogo nadzorovan, opredeljen na podlagi nacionalnega monitoringa, kajti izrazito in pomembno pri poseganju v populacije velikih zveri vedno je, da imamo podatke, kakšno je stanje populacij, in šele nato se dovoli oziroma omogoči sprejemanje posebnih odločb ali pa uredb, s katerimi se lahko posega v populacije na način, ki je prepoznan, da populaciji ne škoduje oziroma nanjo ne vpliva na povečanje stopnje njene ogroženosti. Druga vrsta, volk, je za razliko od medveda precej drugačna vrsta velike zveri. Gre za tipičnega ali pa izrazitega plenilca, kar se kaže tudi v njegovi telesni zgradbi. Je izrazit plenilec velikih rastlinojedov oziroma parkljarjev na severni polobli, kjer je razširjen, in je pravzaprav, lahko rečemo, kar najpomembnejši plenilec teh velikih kopenskih živali na severni polobli. Pri nas volkovi običajno dosegajo maso nekje med 30 pa 46, 47 kilogrami, pri čemer so samci nekoliko večji od samic. V njihovi prehrani pa vsaj v Sloveniji nekako prevladuje jelenjad in srnjad, torej cervidi, se pravi predstavniki družine jelenov. V manjši ali pa v večji meri, odvisno od posameznega dela ali pa območja v Sloveniji, pa so lahko pomembnejši nekateri drugi parkljarji, kot je recimo divji prašič, v alpskem prostoru v zadnjem času v precej manjši meri tudi gams, in pa seveda tudi domače pašne živali, kot so ovce, koze, govedo, ki pa praviloma predstavljajo razmeroma majhen delež v njihovi prehrani. V zadnjem času smo raziskave poleg tako zvane mikroskopske analize, se pravi iztrebkov ali pa pregledov in analize najdenih plenov pri volkovih, izpeljane tudi tako imenovane genetske analize
s pomočjo tako zvanega metabarkodiranja, kjer lahko z genetskimi metodami ugotavljamo, kaj se je nahajalo v iztrebku ali pa v želodcu posameznega volka oziroma posamezne velike zveri. No in to so preliminarni podatki, torej dveh študij, De Barba in sodelavci in pa Božan sodelavci, ki so v pripravi, so jasno pokazali to, pravzaprav nekaj, kar sicer že v zelo tem splošnem smislu vemo, vendar pa so lahko med posameznimi območji razmeroma velike razlike. In sicer, da sta jelenjad in srnjad daleč najpomembnejši živalski vrsti pri plenjenju volkov, med domačimi živalmi pa se seveda zaznava drobnico na eni strani, ki je v tem pogledu te genetske analize niti ne ločimo od možnosti njegove, se pravi, ovčje divje oblike, se pravi muflona, in pa goveda, katerega delež je bil zaznan v zelo, zelo majhnem deležu. Imajo raba prostora in pa gostote volkov, za volkove je značilno, da živijo v družinskih skupnostih, ki jih imenujemo tropi. Družinske skupnosti pa zaradi tega, ker jih dejansko vzpostavita starša, torej samec in samica, ki najprej vzpostavita in začneta označevati teritorij, nato pa pravzaprav v prvi sezoni, ko pride do parjenja oziroma do gonitve, zredita prvo leglo mladičev, ki jim potem sledijo naslednje generacije. Od vseh teh mladičev praviloma velika večina postopoma zapusti z odraščanjem družinsko skupnost, se pravi ta trop, ostajajo pa posamezne živali, ki delujejo kot na nek način kot pomagači, ki pomagajo pri vzreji svojih mlajših bratov in sester. Živijo na velikih območjih. Teritoriji v Sloveniji merijo nekje med 250 pa 1000 kvadratnih kilometrov, v povprečju okoli 400 kvadratnih kilometrov. Torej, te teritoriji predstavljajo neke vrste lovišča, na katerih lovijo te velike rastlinojede, torej v prvi vrsti jelenjad, srnjad, divjega prašiča, in ga seveda tudi to območje, to teritorije branijo pred drugimi tropi oziroma pred drugimi volkovi. Zato so njihove populacijske gostote običajno tudi do 500-krat manjše od njihovega plena. Če govorimo pri volkovih o velikostnem razredu oziroma velikosti njihovega teritorija, 400 kvadratnih kilometrov je včasih teritorij recimo ene srne ali pa enega srnjaka 4 hektarje ali pa 40 hektarjev. Vemo pa, da je 100 hektarjev en kvadratni kilometer. V tem pogledu pravzaprav zaradi te svoje velike prostorske mobilnosti imamo pogosto občutek, da so volkovi vsepovsod prisotni na tistih območjih, tam, kjer so prisotni, in da jih je izredno veliko. To pa je pravzaprav tista napačno dojemanje, ravno zaradi tega, ker si zelo težko predstavljamo, da živali, ki smo jih danes videli, 3 ali pa 4 volkove na tej lokaciji, bodo jutri, recimo, jih bo jutri opazili na 30 ali pa 40 kilometrov stran. In v takšnih razmerah pravzaprav si predstavljamo, da je teh živali bistveno več, kot so. To pa je tudi značilnost takih ključnih živalskih vrst ali pa krovnih živalskih vrst v nekem ekosistemu, da imajo na nek način nesorazmerno velik vpliv glede na njihovo številčnost v nekem okolju in pomembno vplivajo na izoblikovanje nekega ekosistema. Volkovi med vsemi temi velikimi zvermi, zlasti pa med temi 3, ki jih imamo v Sloveniji, zagotovo predstavljajo daleč najbolj konfliktno živalsko vrsto, ki je tudi v preteklosti pravzaprav predstavljala nekak stereotip velikega plenilca ali pa velikih zveri, predvsem pa nekak stereotip konfliktov, ki jih predstavljajo kot skupina velike zveri.
Volkovi domače pašne živali dejansko dojemajo kot svoj plen, ki na eni strani lahko ga prepoznavajo kot tvegan plen, torej da je napadanje na govedo, na drobnico lahko tvegano, po drugi strani pa to lahko predstavlja tudi lahek plen. Če imajo dostop do pašnih živali, bodo te živali v vsakem primeru plenili. Obseg ali pa pogostost takšnih napadov pa bo odvisna od tega, ali jih dojemajo kot tvegan plen, ali do njih težko dostopajo, torej ali so razdvojene z ograjami, ali jih branijo psi, ali jih branijo ljudje, kot so recimo pastirji, ali pa lahko vstopijo v ograjen prostor, kjer se živali težko umaknejo, težko zbežijo in pravzaprav lahko pridejo do svoje hrane. In pomembna značilnost pri volkovih je ta, da pravzaprav v razmerah, ko lahko plenijo več živali naenkrat, to je pogosto v nenaravnih razmerah, pašnikov in ograd, plenijo ta plen refleksno, ki pripelje do tako zvanega presežnega plenjenja. Tako lahko pride v eni sami noči ali pa v nekaj urah do velikega števila ubitih ali pa poškodovanih domačih živali v posameznem napadu. V naravnih razmerah v preteklosti, nekako evolucijsko, je bilo za številne plenilce, to namreč ni značilno samo za volkove, pač pa tudi za številne druge vrste plenilcev iz družine kun, iz družine mačk, da v primerih, ko lahko uplenijo več živali naenkrat oziroma ko imajo možnost, to tudi naredijo. Ne glede na to, da v tistem trenutku vseh teh živali ne morejo zaužiti, ne morejo pojesti. Vendar so tudi pri volkovih, recimo v primerih, ko je prišlo do tako zvanega presežnega plenjenja recimo v Skandinaviji, ko so volkovi, ko so lovili plen, so se recimo severni jeleni ujeli v izredno globok sneg, kjer so živali obstale in so jih lahko volkovi dobili, so se na te živali, na te kadavre, če tako rečem, vračali lahko tudi cel mesec ali pa celo več. Še posebej v obdobjih, ko je prišlo do višjih temperatur, ko se je meso teh živali odtalilo in so se lahko na njih ponovno hranili. V razmerah pašnikov, zlasti če gre za ograjene razmere, oziroma za ograjene pašnike ali pa v primerih, ko so domače živali tudi vedenjsko precej izgubile ta protiplenilski način, bom rekel, vedenja, izogibanja plenilcem, pa pravzaprav zelo pogosto prihaja do tega presežnega plenjenja. Če govorim o kakšni številčnost volkov v Sloveniji, si pogosto ljudje zelo težko predstavljajo ali pa verjamejo, da je ob vsej tej prisotnosti volkov na Kočevskem, na Notranjskem, na Primorskem, v zadnjih 5-6 letih pa tudi v alpskem prostoru, zlasti na območju Gorenjske, Cerkljanskega, Trnovskega gozda, da bi bilo volkov nekje med recimo 120 in pa 160 ali pa med 120 in 170 volkov ob vplivu, ki bi ga naj imele živali. Vendar je to pravzaprav njihova značilnost. Je pa res, da se je v zadnjih 15 letih populacija volkov ves čas povečevala, predvsem pa tudi v zadnjih letih prostorsko širila, kar je pravzaprav pomenilo, oziroma zaradi česar se je populacija tudi povečala. Kajti, kot sem že omenil prej, volkovi na nek način preprečujejo, da bi se na območju teritorijev, na katerih se hranijo, zadrževali še drugi volkovi ali pa drugi tropi volkov, predvsem zaradi tega, ker to dojemajo kot svoje lastno, rečemo temu, lovišče, kjer poskušajo čim bolj optimalno loviti svoj plen, pri čemer pa si ga ne želijo iztrebiti. To so podatki iz sezone 2021, kajti podatki za 22-23 ministrstvo še ni uradno objavilo, so pa zelo podobni po višini, kjer moram reči, da v Sloveniji imamo izredno natančen vpogled v populacijsko dinamiko in pa velikost populacije volkov. Tudi zaradi tega, ker je ena od pomembnih metod, s katerimi pridobivamo te podatke, temelji na tako imenovanem genetskem monitoringu, kjer lahko zelo učinkovito spremljamo tako število živali, njihovo sorodnost, koliko novih živali se pojavlja v populaciji, koliko jih izgine, če tako rečem.
zaradi različnih razlogov smrtnosti. In dejstvo je, da se pravzaprav iz leta v leto kaže, da približno ali pa skoraj 50% volkov vsako leto nekako izgine iz populacije, oziroma je ta obrat novih živali izredno visok. Kot sem že prej rekel, v letih leta 18 oziroma 19 so se volkovi iz tega dinarskega območja ponovno razširili, po nekaj desetletjih ponovno razširili tudi v alpski prostor v Sloveniji. Seveda pa je to širjenje poteka tudi iz zahoda, torej iz francosko-italijanskega dela Alp in srednjih Alp, tudi v Švici, proti vzhodnem delu. Tako da pravzaprav se Alpe v zadnjem desetletju ponovno volkovi ponovno kolonizirajo, kar pa je pravzaprav tudi nekako vseevropski trend, da se številčnost volkov povečuje, predvsem na račun povečevanja območja, kjer so volkovi prisotni, oziroma prihaja do tako imenovane rekolonizacije, ker so bili nekoč iztrebljeni. Praviloma v zadnjih 200-300 letih je večji del Evrope zaradi velike konfliktnosti, ki sem jo prej izpostavil, so pravzaprav načrtno, sistemsko podpirali iztrebljanje volkov, ki je omogočil upravljanje z populacijo. Torej, če pogledamo na populacijo volkov, pogledamo v zadnjem dobrem desetletju, je stanje populacije volka od leta 2013 sicer opredeljeno kot ugodno. Dejansko pa lahko opredelimo, da je najpomembnejša grožnja populaciji volka v Sloveniji, pa tudi Evropi, pravzaprav drugje, ne toliko, se pravi njihova smrtnost ali pa nepreživetje, pač pa zagotovo postaja dejavnik številka 1 križanje s psi, kajti pomembno je ohraniti volka divjega oziroma naravnega, z vsemi značilnostmi, ki jih je pridobil v svoji evoluciji. Pomembno je pa seveda drugo, zelo pomembna stvar, ki bo omogočila pravzaprav tudi dolgoročno preživetje volkov. Pomembno je zagotavljanje nizke stopnje konfliktnosti volka. Torej sprejeti ustrezne upravljalske ukrepe za zagotavljanje sprejemljivosti volka, tolerance volka v družbi, ki je pravzaprav dejansko daleč najbolj konfliktna izmed teh treh vrst. Zdaj, kakšna problematika se pojavlja zaradi škod, recimo napačnih živali? Nekateri možni ukrepi preprečevanja škod so recimo na lokacijah, ki to omogočajo. Je seveda med prvimi dobra in dobro vzdrževana zaščita, kot so visoke ograje, kot so elektromreže, kot so pastirski psi, kot je nočno zapiranje. Trajnostni lov volkov ali pa odstrel konfliktnih živali ni nujno, da odstrani ali pa ne prepreči konfliktov. Lahko pa vpliva na vedenje volkov in lahko pravzaprav v določenem času ali pa določeni lokaciji, območju zmanjša frekvenco teh konfliktov. Ukrepi, s katerimi lahko zmanjšamo to konfliktnost, je tudi favoriziranje recimo manj konfliktnih ali pa manj ranljivih oblik paš na območju volkov. Recimo paša drobnice za mlečno proizvodnjo je z tega vidika manj konfliktna, kajti pri tem tipu reje drobnice je manipulacije z drobnico več, prihajajo vsak večer na molžo, živali se lahko zapre, ponovno spusti in tako naprej, v primerjavi z recimo rejo drobnice za meso, kjer je te manipulacije bistveno manj, paše oziroma živali so bistveno bolj razpršene v prostoru in iz tega vidika tudi nekako varovanje takšnih živali bistveno težje. En od ukrepov je zagotovo tudi ohranjanje ugodnega stanja populacije naravnega plena, kajti zadostna številčnost, pogostost naravnega plena pomeni tudi manjšo motivacijo za plenjenje domačih živali. Če pogledamo, kakšna je dinamika izplačanih škod po volku za obdobje 2010-2021, lahko vidimo, da je bila leta 2010 pravzaprav največje število škodnih primerov in izplačane odškodnine, pa čeprav, če bi šli pogledat nazaj, velikost populacije je bila nekje skoraj štirikrat manjša velikost populacije,
kot je danes. To je predvsem posledica tega, ker se je začelo na območju dinarskega območja sprejemati pa popeljevati ukrepe, s katerimi se je zmanjšalo dostopnost volka do drobnice, predvsem z ustreznimi ograjami, elektromrežami, ki so pomembno zmanjšali ta obseg škod. No, v letu 2019 lahko vidite najprej porast, ki je predvsem posledica širjenja volka na nova območja, kjer tudi ni bilo sprejetih ukrepov ali pa pričakovanih napadov volkov, in to je zagotovo vplivalo na bistveno povečan obseg plenjenja, tudi plenjenja goveda, kajti razmerje v alpskem prostoru med govedom in drobnico je v večji meri v prid goveda v primerjavi z območjem na dinarskem območju. Zdaj, če pogledamo, kakšna je bila zaščita premoženja pred velikimi zvermi v dinarskem območju, kjer imajo podatke za zadnje 10-letne obdobje, se je uspešnost zaščitnih ukrepov na območju dinarskega območja, se je obseg škod, recimo pred vzpostavitvijo ukrepov, je znašal 156 tisoč evrov. Obseg škod po uporabi vseh oblik varovanja se je zmanjšal na 39 tisoč evrov oziroma nekje 75% znižanje. Obseg škod ob uporabi samo visokih elektrograd pa na 6500, se pravi celo 96% znižanje. In to so podatki, povprečni podatki za obdobje, 10-letno obdobje, torej od leta 2011 do 2019. Seveda to ne pomeni, da lahko na celotnem območju, po vseh primerih, po vseh razmerah živali zaščitimo, domače pašne živali zaščitimo tako učinkovito. To se je zelo hitro pokazalo, ko so se volkovi razširili v alpski prostor, kjer je kar nekaj specifik paše v tem območju. Pri čemer je delež strnjene paše, torej paše v čredinkah, bistveno manjši in je seveda precej bolj razširjena oblika paše na planinah, recimo planinske paše pa gorske paše. Razpršena paša, torej na teh planinskih pašnikih, hkrati so to tudi delno zaraščena območja, ki neposredno prehajajo v pašnike, kar seveda pomeni izredno hiter, neposreden stik oziroma prehod iz gozdnega, varnega okolja do pašnika, kjer si recimo lahko volkovi zelo hitro pridejo do lahke hrane. Pojavlja se večji delež goveda in pa seveda za vse te ukrepe slabši dostop cest, slabši dostop do druge infrastrukture, elektrike in tako naprej, kar se vse predstavlja dodatne težave pri varovanju čred oziroma zmanjševanju konfliktov v tem pogledu. Poleg pastirjev so imeli v zgodovini paše dejansko zelo pomembno vlogo tudi delovni psi. Predvsem pastirski psi. Tu moramo dejansko ločiti med pastirskimi psi, to so bile velike živali, ki so pravzaprav varovale čredo pred vsiljivci, bodisi človekom, bodisi pred drugimi velikimi zvermi, in pa ovčarskimi psi, ki so pravzaprav pomagali pri usmerjanju, vodenju črede in tako naprej. Izkazalo se je, da je v preteklosti je bila uporaba teh pastirskih psov precej pogosta, ki pa je potem začela seveda upadati. Učinkovito varovanje pa se praviloma pokaže takrat, kadar so v čredi najmanj 3 pastirski psi. Tisto, kar izkoriščamo pri pastirskih psih oziroma njihovih značilnosti, je prvič krdelni nagon oziroma čreda. In pastirski psi so pravzaprav od nekje 4. tedna naprej z drobnico oziroma z pašnimi živalmi in na tak način pravzaprav z njimi vzpostavijo ta krdelni nagon čreda in ga zaradi tega tudi čredo branijo pred vsiljivci, in se čutijo pripadni posamezni čredi ali ovac ali drugih pašnih živali. Seveda pa pri tem je pomemben tudi učinkovit pes, da ima ustrezne prirojene lastnosti, da je vzgoja dosledna in tako naprej. So pomembni tudi v tem pogledu, da označujejo teritorij, kar na nek način tudi z tega vedenjskega vidika označuje, da gre za zaseden prostor. To pa je zlasti pomembno pri komunikaciji z
drugimi volkovi oziroma z volkovi v okolici, ne. In velike zveri se takšnim konfliktnim situacijam v vsakem primeru poskušajo izogibati oziroma se poveča tveganje, pri napadih na takšno drobnico, ne. Pride lahko do poškodb, ki so lahko usodne, tudi, učinkovitost, pridobivanja ali pa plenjenja v takšnem primeru je bistveno manjša, ne. Pomembno pa je, da so pač v takem primeru, pastirski psi v skupini oziroma dva oziroma vsaj trije, ki si na tak način lahko nekako porazdelijo, vlogo v takšni čredi. Zdaj, če pogledamo, kakšne so prednosti, a ne, ali pa izzivi pri uporabi v alpskem območju, seveda gre za to, da, je na odprtih pašnikih potrebna prisotnost pastirja, a ne, se pravi, kajti, v alpskem območju si je težko na neki način, pričakovati, da bomo, lahko takšna območja vsa vgradili. To tudi ni, smiselno z vidika prehodnosti prostora za druge, živali, prostoživeče živali. To pa seveda predstavlja neko tveganje, recimo če v območju so prisotni ljudje, drugi turisti, zlasti kadar gre za turiste psi in tako naprej, in predstavlja to tveganje z vidika ugrizov psov, napadov na druge pse in tako naprej. Poleg nakupa so seveda tudi stroški potem hranjenja, cepljenja, in je seveda uporaba bistveno lažja v ograjenih območjih, ne, kjer lahko pasete v ograjenih, površinah, ne. In pa seveda še ena stvar, ki je lahko zelo pomemben dejavnik dodatnega dela, dodatnega napora, seveda v prvih 2 letih je z vzgojo takšnega pastirskega psa veliko, veliko dela. Ob vsem tem pa pravzaprav je zelo pomembno, da bi imeli takšni psi ali pa da imajo takšni psi status pastirskih psov kot delovnih psov, kar se je v lanskem letu z zakonodajo tudi spremenilo. V takšnih okoljih je seveda pomembno na neki način poskušati iskati druge dodatne načine, dopolnilne načine, s katerimi bi zmanjšali konfliktnost, na eni strani, se pravi, med pašo in pa prisotnostjo velikih zveri, zlasti volka, in poskusiti nekatere druge metode, ne, kot je postavljanje, takšnih, zelo, hitrih tako zvanih ograj ali pa meja, zlasti takrat, ko do nekega napada že pride, saj lahko s postavitvijo takšne ograje, ki predstavlja neki, nov element okolju, ki se ga volkovi vsaj nekaj tednov, preden se ga navadijo, bojijo, lahko prepreči predvsem tiste ponavljajoče napade. Se pravi, da, ko živali, pride do napada na nekem, gorskem pašniku, na eni planini, s postavitvijo takšne meje pravzaprav ustvarijo neko psihično pregrado, ki se je volkovi nekaj tednov bojijo, preden se je privadijo. To pa seveda tudi pomeni, da lahko v tem času, namesto da pride do 10 ponavljajočih napadov, do takšnega ponavljanja ne pride več. Potem so možnosti, ki bi jih se lahko uporabilo, še zvočna odvračala, recimo zaznavanje bližine volkov, so recimo s pomočjo GPS-ovratnic in pa nekih senzorjev, ki bi zaznavali prisotnost. Seveda to pa pomeni, da morate vsaj posameznega člana v nekem krdelu, na nekem območju tudi s takšno ovratnico opremiti. In pa vpliva na njihovo teritorialno vedenje. Torej, ali s tem, da uporabite tako zvane howl boxe, se pravi, ki simulirajo tuljenje in s tem zasedenost teritorija, ali pa označevanje s tako zvanim sintetičnim urinom, volčjim urinom, ki bi, spet dajalo signal, da je ta, prostor zaseden, in ob takem intenzivnem označevanju se volkovi, pogosteje začnejo takšnemu območju umikati in nekako priznavati teritorialno mejo, ki jo na tak način označimo. Ponekod v tujini, zlasti v Severni Ameriki, so številne od teh metod že uporabljali, so se v nekaterih območjih zelo dobro uveljavile, v Evropi oziroma v Sloveniji pa zaenkrat teh metod dodatnih še nismo, preizkusili. Bi bilo pa seveda smiselno, kajti dokler nimamo zelo takih učinkovitih metod, s katerimi bi to konfliktnost v alpskem prostoru zmanjševali, je, ta konfliktnost volka seveda v takšnih okoljih izredno, izredno, problematična.
Torej, zaenkrat teh nimamo. Se pravi, kakšni so lahko ukrepi za reševanje teh pogosto izpostavijo kot letni odvzem zveri v Sloveniji. To je seveda omejeno s številnimi oziroma z zakonskimi omejitvami, ki pravzaprav vse naše velike zveri, tako medveda kot volka, dobro, tudi risa, čeprav pri njem zaradi nizke konfliktnosti do tega niti ne prihaja, opredeljuje zelo, zelo natančne pogoje, kdaj lahko do tega prihaja. In ker so obadva na tako imenovanem aneksu 4 habitatne direktive, so te možnosti oziroma so omejitve pri tem izredno, izredno velike. Pri medvedu pravzaprav je stvar še toliko bolj kritična zaradi tega, ker je pri medvedu, če želimo uravnavati velikost populacije in seveda pred tem preprečevati širjenje populacije v prostor, kjer dejansko je velika prisotnost človeka in potencialna tveganja za človekovo zdravje in življenje, je potrebno omejevati številčnost na neki ravni, kar pa v našem primeru, ko govorimo o tem, da je volkov v rangu 800, 900 ali pa 1000, govorimo o 100, 200 živalih, ki jih je samo za ohranjanje številčnosti potrebno odstreliti ali pa odvzeti iz narave, če želimo takšno stanje v populaciji ohranjati. Seveda pomemben del reševanja konfliktov je seveda tudi plačilo odškodnin za škode, ne. Ta plačila morajo biti zasnovana na tak način, da so pravzaprav zelo učinkovita, da je izplačilo hitro in pa seveda pošteno, ne. Da v čim manjši meri omogoča recimo zlorabe, kajti zlorabe, do katerih bi prihajalo ali pa do katerih bi lahko prišlo, lahko pomembno vplivajo na celotno dojemanje tega mehanizma kot mehanizma za zmanjševanje konfliktnosti. In seveda preprečevanje škod s pomočjo odvračalnih ukrepov, preprečevanja dostopa, ki jih omogočajo različni programi, kot so KOPOP, sofinanciranje opreme, so tisti, ki zagotovo v prihodnosti bojo zelo, zelo pomembni. In kot družba smo odgovorni in zato, da sprejmemo te stroške oziroma da se zavedamo, da so za zmanjševanje konfliktov pomembna določena sredstva, s katerimi bomo lahko to dosegli in se jim tudi ustrezno sprejemljivost teh vrst. Najpogostejši škodni primeri, recimo pri volku, pri medvedu, so na drobnici, daleč najpogostejši. Pri govedu pa so to večinoma živali do starosti 1 leta, ne. V približno 3/4 primerih so to do 1 leta starosti. Precej redkeje prihaja do napadov na konje, osle in pa druge živali. Dejstvo pa je, da v prisotnosti zveri na območju, ne, se škode lahko vedno zgodijo, ne glede na njihovo številčnost. Pomembno je samo, ali je prisotna ena žival ali ne, seveda v takšnem primeru, kadar se takšne škodni dogodki seveda lahko zgodijo. Seveda ni vsak ukrep učinkovit. Zdaj imamo prisotnost, se pravi električnih mrež, ki je sicer v Sloveniji najbolj razširjen ukrep in tudi najbolj učinkovit. Predvsem pa je potem vprašanje namena uporabe, ali je možno ogrevati, je možno varovati pred živalmi, ne, kot smo prej že omenili, v alpskem prostoru s pomočjo živali. V preteklosti so izpostavljali tudi osle, lame, za katere pa se je izkazalo, da pogosto lahko postanejo pravzaprav plen one same in se niso izkazali kot niti učinkoviti, niti kot zanesljivi varovalni ukrepi. Potem seveda fizična, mehanska zaščita, ki pa mora biti brezhibna, torej da ne omogoča preplezanja, da ne omogoča spodkopavanja, če je prisotna elektrika, da je ozemljitev ustrezna, da so očiščena tla in tako naprej. Skratka, kar nekaj dejavnikov je potrebno zagotoviti, predno so ti ukrepi lahko učinkoviti. Nikoli, ampak prav nikoli pa niso 100% zanesljivi. Potem odvračala pogosto delujejo bolj ali manj kratek čas, govorimo o nekaj tednih, dokler se živali tega ne privadijo, recimo ali volkovi ali pa medvedi.
ali pa nam ta dvoričala pomagajo seveda v kombinaciji. Seveda prisotnost človeka je zelo zanesljiva, ni razširjena, je tudi razmeroma drag ukrep, glede na to, da je za človeški faktor v tem primeru oziroma človeško delo oziroma delo človeka razmeroma visok strošek glede na nekatere druge ukrepe. In zdaj, če še pogledamo ta zadnjo vrsto, je v tem pogledu teh velikih zveri, lahko rečem, kar na nek način kolateralna škoda, opredeljena seveda z vidika konfliktnosti v, če rečem, ta koš velikih zveri, in sicer ris, ne. Ris je vrsta, ki je tudi zaradi vse te konfliktnosti, ki so jo velike zveri predstavljale in pa kakšno je bilo dojemanje tudi v preteklosti, v 18., 19. stoletju, je tudi pripeljalo do njegovega izumrtja na območju Slovenije. Torej, evrazijski ris je v območju Slovenije izumrl, bil kasneje ponovno naseljen, temu še nekoliko kasneje. Gre pa za razmeroma male živali, če si predstavljate, da je to masa nekje okrog 20 kilogramov, tja nekje 16 pa 26 kilogrami, so kot mačke izrazito teritorialne živali in njihovi teritoriji so običajno tam okrog 100 kvadratnih kilometrov, redko, se pravi, odvisno, kakšen je prostor, koliko je hrane v njem, ali pa plena v njem, lahko tudi precej večji, predvsem so tu dosti večji teritoriji pri samcih, recimo v Sloveniji tam nekje do 250 kvadratnih kilometrov, čez 170, medtem ko je velikost teritorijev samic med 50 pa 100 kvadratnih kilometrov. Poteka parjenje med marcem in pa aprilom, izjemoma tudi kasneje, in zanje, se pravi, prepoznavamo rise po teh značilnih čopkih na ušesih, in pa kratkem repu. Tule jasno vidite primer dveh teritorialnih samic, kjer zelo jasno vidite, da je teritorij razdeljen, torej podobno kot velja za druge izrazite plenilce, recimo kot so volkovi, velja tudi izrazit teritorialni sistem, torej lovišče, ki si ga ohranjaš, vzdržuješ, zato da ga lahko trajnostno izkoriščaš, se pravi, lovijo predvsem srnjad, vsaj v Dinaridih je to srnjad. In samice skotijo nekje običajno 1 do 3 mladiče, najpogosteje so seveda 1 do 2, izjemoma tudi 3. Mladiči ostanejo z materjo približno 1 leto, torej naslednje kotitve, potem pa nekje z osamosvajanjem začnejo v marcu, aprilu, torej že nekje pri starosti 10, 11 mesecev. Smo pa se v preteklih letih naučili tudi to, da so nekatere mlade živali zapustile, bom rekel, se osamosvojile že tam pri 5, 6 mesecih in dejansko uspešno odselile in začele pleniti, se pravi, se prehranjevati samostojno. Temu rečemo disperzija, da grejo v disperzijo, pri čemer so risi v primerjavi tako z medvedom kot z volkom precej slabši dispergerji, če lahko temu tako rečemo. Torej, precej bolj izbirčni so pri tem, kje se bodo gibali, kaj jih bo zmotilo v naravi, zaradi tega jih recimo vse te večje ovire, linearne ovire, kot so ograjene avtoceste, velike odprte površine, pravzaprav ustavijo pri njihovem širjenju. Tudi preživetje pri tem osamosvajanju pri njih, pri takšnih živalih, ki so v disperziji, je manjše, tam nekje med 50 pa 65%, pri čemer pa samice pogosteje ostajajo bližje materinskega teritorija, pri samcih pa je ta razdalja običajno nekoliko večja. Ko enkrat vzpostavijo svoj teritorij, na katerem izkoriščajo te prehranske vire in ostale stvari, je njihovo preživetje razmeroma visoko in lahko doživijo visoko starost, ne da bi se pri tem bistveno poznala neke znaki staranja ali pa senescence, kot temu rečemo, ne. Življenjska doba je nekje do 15 let, tako da rise, ki smo jih imeli priložnost spremljati, smo vsaj za enega samca zagotovo vemo, da je živel vsaj 12 oziroma 13 let, zaradi tega, ker smo ga pač spremljali s satelitskimi GPS ovratnicami, in je pa to zelo velika redkost oziroma le majhen delež živali doživi takšno starost. Za rise so daleč najpomembnejša plemska vrsta
srnjad, se pravi srne, ki lahko v prehrani predstavljajo skoraj 100% prehrane, ne. So pa seveda lahko prisotne tudi ostale vrste, predvsem pri jelenjadi teleta, junice, se pravi manjše živali, šibkejše živali, potem gams, manjši divji prašiči, tam nekje do 20 kilogramov, muflon, in pa seveda druge plemske vrste, od poljskega zajca, polha, lisice, jazbece, kune, malih sesalcev, skratka zlasti takrat, kadar se osamosvaja ali pa ko je treba nekako alternativni vir hrane pridobiti, takrat pravzaprav plenijo tudi druge vrste. Seveda so pa izraziti plenilci srnjadi, predvsem to so recimo tudi podatki za dinaride, kjer pravzaprav so v določenem vzorcu se je našlo tudi polhe, ne, zlasti pa je to pomembno za tiste živali, ki doraščajo, doraščajoče živali, se pravi subadulti, predvsem v letih lahko predstavljajo pomemben alternativni vir hrane, ko je tako imenovano polšje leto in lahko pomembno vplivajo na to, da predstavljajo neki dodaten delež prehrane. Sicer pa srnjad predstavlja tam nekje okrog 90% biomase. Ris je po ponovni naselitvi, se pravi, do začetka 20. stoletja je bilo to nekaka razporeditev tistih živali, ki so bile ali oplenjene ali pa opažene, nato pa je, mislim, da leta 1908 ali 1903 ni bilo ravno zanesljivih podatkov, ali je to leto tam nekje v začetku 20. stoletja, no, med letoma 3 in letoma 8, pravzaprav ris na območju Slovenije izginil. Ja. To so tudi podatki, ki so bili zbrani v okviru take, bom rekel, pregledne študije, ki jih je naredil takratni kustos Prirodoslovnega muzeja Franc Kos leta 1929, je popisal vse te gospodarske knjige, izrezke iz časopisov in tako naprej. In tam od leta 1790 pa do leta 1908 zabeležil 42 ubitih ali pa poginulih živali. To dejansko kaže na to, da je ris pravzaprav že celotno 19. stoletje bil na robu izumrtja. In en od glavnih razlogov za njegovo izumrtje ni bila pravzaprav v prvi vrsti neposredno ubijanje, kot recimo temu, kot sistemsko spodbujanje za vse plenilce, velike zveri, volka in tako naprej, pač pa bila izguba življenjskega prostora. Delež gozda je bil takrat bistveno manjši, kot je danes, zaradi intenzivne kmetijske rabe, pašnikov in tako naprej, to je ena stvar. Predvsem pa zaradi zelo nizke prehranske zmogljivosti okolja. Zaradi intenzivnega lova, nekontroliranega lova parkljarjev, rastlinojedov, vsaj od druge polovice 19. stoletja naprej, je prišlo pravzaprav do takih lokalnih izumrtij ali pa skorajšnjega iztrebljanja njegovega plena srne. Lahko govorimo o tem, da je bila številčnost srne morda takrat nekako manj kot odstotku današnje številčnosti, kar seveda kaže na to, da je bila ta zmogljivost prostora, ki bi omogočala življenje večjemu številu risov ali pa živali, izredno nizka. To so tule podatki iz posestva Auerspergov na Kočevskem, kjer zelo jasno kaže, da tako pri jelenjadi kot tudi pri srnjadi po nekaj let ali pa celo kakšno desetletje pravzaprav niso plenili pravzaprav skoraj nobenega kosa srnjadi ali pa jelenjadi. No, ris je bil ponovno naseljen leta 1973 s 3 samicami, 3 samci. Gre za zanimivo zgodbo, gre za to, da je bila pobuda dana s strani gozdarjev in pa lovcev, ki so dejansko šli za takratne razmere, lahko res rečemo, pionirsko naravovarstveno akcijo in risa ponovno naselili v Kočevskem Rogu, v Trnovcu, in so leta 1973 nazaj v naravo spustili 3 pare, ki pa so se razmeroma dobro prijeli, če tako rečem, zelo laično, in vse samice so bile praktično žebreje, ko so bile izpuščene, imele mladiče, mladiči so se uspešno preživeli,
To pa je bil nekako zelo, zelo ugoden začetek širjenja, ponovnega oživljanja populacije risov v tem prostoru, ki so se širili tako v smeri proti jugovzhodu, proti Hrvaški, tudi proti Bosni, pa deloma tudi proti severozahodu, proti alpskemu prostoru, vendar je ravno v tem času, se pravi leta 1972, bila zgrajena avtocesta, ki je predstavljala zelo pomembno bariero širjenja, predvsem proti severovzhodu, torej v alpski prostor. V tem času, zlasti leta tam nekje od 78. leta naprej, ko je bil določen prvi legalni odstrel risov v Sloveniji, v celotnem obdobju bilo od leta 1974 naprej evidentirana smrtnost 378 risov, torej vseh od uplenjenih, odstreljenih, najdenih, poginulih, povoženih in tako naprej, 378 risov. Če prej to primerjate, torej v recimo 30-35-letnem obdobju, če to primerjate z 140-letnim obdobjem, ko je raziskavo naredil Frank Oss, ko so 42 risov uspeli upleniti, kljub temu, da je bilo to nagrajevano, spodbujano, izplačane so bile nagrade za to. Lahko vidite, kakšna je bila razlika med življenjskim okoljem takrat, pa zdaj, ko je kljub temu, da je šlo za 2 oziroma 3 desetletji, bila številčnost risov tako velika. Tisto, kar je pomembno pri populaciji risa, je ris z vidika konfliktov v kmetijstvu je zelo marginalna vrsta. Seveda to ne pomeni, da občasnih napadov na drobnico pa na domače živali ni. Tisto, kar je značilno za risa, je to, da ker lovi sam, kot samotar, ne prihaja do presežnega plenjenja. Torej, pri risu nikoli ne boste našli 5, 6, 10, 20 živali uplenjenih, pač pa ujame posamezno žival, poskuša odvleči na varno, kjer se potem z njo hrani več dni, tudi po 6-7 dni, zaradi tega, ker pač toliko, kolikor lahko poje. To je pa tudi tisti razlog, zakaj poskuša ta svoj plen skrivati. Predvsem zaradi tega, da ga drugi plenilci pravzaprav ne uspejo dobiti. Tisto, kar je, še enkrat tule, lahko izpostavimo, je to, da vsaj ris v Sloveniji oziroma ta dinarska populacija, ki je širila proti Hrvaški pa Bosni, v vsem tem obdobju nismo dobili nobenega dokaza, da bi vzpostavila kakršenkoli kontakt ali pa da bi iz drugih sosednjih populacij, recimo v Alpah, v švicarskih Alpah, ali pa iz Karpatov ali pa iz Balkanskega polotoka, kjer se je ohranila ta populacija, imela kakršenkoli kontakt. Torej vse živali iz tega dinarske ponovne naselitve v Kočevskem Rogu izhajajo iz pravzaprav 5 živali, ker je ena zelo hitro poginila, 5 živali, ki so se pravzaprav 40 oziroma skoraj 50 let parile izključno med sabo. Ob tem, da so že živali, ki so jih pripeljali iz Slovaškega Rudogorja takrat v Sloveniji, so bile že deloma med sabo sorodne. To je zagotovo vplivalo na to, da je prišlo zaradi pogostega parjenja med sorodniki, in se je v celotni populaciji postavil ta trend, ki mu rečemo parjenje v sorodstvo, in seveda posledice, ki jih ima to za samo populacijo, torej tako imenovana inbreeding depresija oziroma sokrvje, ki lahko povzroča številne nepravilnosti, skratka, posledice, ki zmanjšujejo sposobnost preživetja, občutljivost na bolezni in tako naprej. Tako se je to parjenje v sorodstvu, ta indeks parjenja ali pa koeficient parjenja, kot rečemo, ves čas povečeval, zlasti pa po letu 1995 zelo intenzivno in je tam v začetku 2000-ih dosegel izredno visoko stopnjo. In na podlagi izkušenj, ki jih imamo, ali pa ki so jih raziskovalci dobili, recimo na podlagi floridske pume, ki so jo rekli floridski panter, so podatki zelo jasno kazali na to, da se preživetje, reproduktivna sposobnost živali zmanjša, intenzivno zmanjša pri tako visoki stopnji
parjenja sorodstva. Znaki, ki jih pa opazimo, so predvsem deformacije skeleta, odpovedi srca, propad imunskega sistema, upadanje reprodukcije. Skratka, cela vrsta težav, ki pravzaprav vodi takšno populacijo v izumrtje. Ne glede na to, ali bi kdo vanjo posegal ali ne, takšna populacija že na kratek rok pravzaprav pomeni spiralo izumrtja. In to so tudi padec preživetja, glede na velikost oziroma velikost koeficienta parjenja, ki je pravzaprav izredno velika. Vprašanje je bilo, ki so si ga zastavili, koliko časa še imajo risi, ali pa morda mi. In dejstvo je bilo, da brez pomoči risom bi populacija risa zagotovo v naslednjem desetletju ali pa 2 zagotovo izumrla. In na podlagi tudi teh modelov so bile izdelane različne optimistične ali pa pesimistične napovedi tega kolapsa populacije, zaradi česar je tudi prišlo do projekta, s pomočjo katerega namen je bil doseliti nekaj živali v dinarsko populacijo, risov v Sloveniji in pa seveda tudi na Hrvaško. Tako je bilo v Slovenijo v zadnjih, oziroma med leti 19-23 doseljenih 12 risov, in sicer 6 v alpsko območje in pa 6 v dinarsko območje. Vzpostavil se je monitoring, ki je dejansko pokazal, da je leta 2021-2022 bilo v Sloveniji prisotnih 29 odraslih risov, v celotni populaciji pa 96 odraslih risov. Takšen je tudi prostor, pa primernost prostora za risa. In dejansko vidimo, je Slovenija območje, ki zelo dobro povezuje tako dinarsko kot alpsko območje, seveda z eno bariero ali pa z neko napako, in sicer to je avtocesta Ljubljana-Trst ali pa Ljubljana-Koper, ki pravzaprav na nek način ločuje ta dinarski prostor od alpskega prostora. Z doseljenimi živalmi pa se je jasno pokazalo, da se bo to parjenje v sorodstvu oziroma stopnja s krvja izrazito zmanjšala, kar se dejansko po modelih, oziroma podatkih empiričnih, ki jih sedaj imamo, dejansko tudi dogaja. V prihodnosti pa pravzaprav imamo 2 možnosti, ali se bo v prihodnosti uspelo vzpostaviti neko povezljivost s sosednjimi populacijami, ali pa bo potrebno tako eno genetsko upravljanje, ko bo potrebno z določenim programom vsake toliko časa odsimulirati to, da pride kakšen ris v takšno populacijo in na tak način preprečimo tako genetsko osiromašenje in pa seveda propad populacije. Torej, strateške aktivnosti so zato potrebne, ki vključujejo tako ohranjanje habitata, spremljanje populacije, učinkovit odškodninski sistem in pa seveda tudi preprečevanje nezakonitega poseganja v populacije. Če na nek način sklenem to predstavitev ali pa to predavanje o sobivanju z velikimi zvermi, lahko rečem naslednje. Življenje z velikimi zvermi predstavlja izziv zagotovo tudi v sodobnem svetu. Ni bil izziv le za, recimo temu, jamskega človeka. Seveda danes živimo v drugačnih pogojih, z drugačnimi možnostmi in na eni strani so velike zveri pomembna sestavina ekosistemov. Hkrati pa smo kot družba odgovorni za njihovo ohranjanje. To pa seveda pomeni, da moramo poiskati vse možne načine, torej znanje in sredstva, ki bodo zmanjšali proženje teh konfliktov s človekom ali pa njegovimi aktivnostmi. In upravljanje je tisto, ki bo omogočalo njihovo dolgoročno preživetje, zmanjšalo njihovo konfliktnost in pa omogočalo toleranco do njihovega bivanja v vseh delih sodobne družbe.